Da, ful nadležen zvoku v zadju je Janov printer, zaradi tega, ker mora prestaviti printer v drugo sobo, dajte mu na Instagram napisati, da mora to končno narediti, zaradi tega, ker jaz pa ne morem dopoldan snemati, ker konstantno nekaj dela. Anyways, dobrodošli spet nazaj v nov video, danes imamo spet best of video, zdaj imam končno ime za to, ker sem vas na Instagramu vprašala, kaj naj kako naj poimenujem to serijo videov. Drug predlog, ki mi je bil ful dober, je bilo mesečno perilo, ampak se mi zdi, da je to malo too much. Je pa ful dober predlog. Tako da zdaj imamo pač best of, ker sem vas vprašala, da ne more biti več samo filmi meseca, pač zdaj so dejansko vse druge stvari. In ta mesec imamo malo več knjig, pa imamo eno igrico, pa serije, pa filme. Nimamo jih toliko veliko zaradi tega, ker zaradi igrice nisem imela cajta pogledati toliko filmov pa serij. Dajmo kar začeti. Prva knjiga, ki jo imam tule, je tale Priest od Sierra Simone. Je o enem tipu, ki je župnik, duhovnik, whatever, pač kot duhovnik, a ne, pač obstajajo ene stvari, ki jih ne sme početi, ker je duhovnik. Ampak jih počne vse en. Potem pride ena punca, ki je ime Poppy, njemu ime Tyler, in potem on se noro zaljubi v njo in ona ima full nek backstory, tak malo fucked up, še z nekim bivšim in ona prihaja iz full bogate družine, on je pa sam pač nek duhovnik, čeprav tudi on ima backstory. Ampak ne bom vam spoilala dejansko, kaj se dogaja, pač če vas zanima, jo preberite. Pač ja, zelo je zanimiva iz te perspektive, da se pač on bori s tem, ali bi bil še vedno duhovnik, ali bi dejansko bil z njo. Zdaj ni ful globoko to razmišljanje, se mi zdi še zmeraj zelo na simpel način napisana. Pač to je knjiga z BookToka. In od teh knjig pač ne moreš pričakovati neke ful globine. Vedno neki poskušajo z nekimi backstory, se mi zdi, da je to vzorc, ki ga imajo te knjige, da je zmeraj neki z družino, bom rekla, da pač ne spoilam preveč, zakaj so ti liki malo fucked up, zakaj se jim pač dogajajo te stvari. Na splošno je knjiga v redu, ne bom rekla, da je neki ful super, še zmeraj je pač dosti too easy. Edin, kar pač je mene motlo, je mogoče to, da je, ne vem, na koncu on postane meme in postane viralen na internetu, kar je načeloma nek tak. V enem momentu je to zelo convenient for the plot in mi je sam tak, to lahko ne bi bilo. To bi lahko enostavno, ne vem, na nek drug način, na malo bolj smart način izpeljala. Drugače pa ideja pa cool. Moram reči, da drugače jaz nisem verna, me pa zmeraj me zanimajo te stvari, pač vere me ful zanimajo, zelo rada berem o njih, zelo rada se pač raziskujem, whatever. In zelo mi je bilo zanimivo to raziskovati skozi to knjigo. Zdaj, ni ful pač spet, ni globoko, ampak je vseeno ene stvari, ki jih pač veš, ampak te pač še malo bolj zanimajo o življenju nekoga, ki je duhovnik. In mogoče ene stvari, ki jih ne dobiš glih od Martina Goloba, ne? Jaz upam, da on ne ve za to knjigo. Drugač, za tole knjigo je celotna serija knjig, zdaj berem že naslednjo, ki je Sinner, pa potem mislim, da so še 3 ali 2, not sure, in so v bistvu o teh bratih, tako da se vse povezujejo v eno celoto, kar se mi zdi, da da en plus tej knjigi, zaradi tega, ker ko si konc z eno, greš direkt na naslednjo, ali pa lahko tudi bereš vsako posebej, ne rabiš vse naenkrat prebrati. Edin, kar se mi zdi, da zdaj, ko sem začela da drugo brati, ideja ni toliko dodelana, je v bistvu malo bolj ok, štekamo, bomo se zdaj igrali z različnimi vlogami v veri. Men ne pali, no. Tudi kar sem prebrala, ko so še pol naprej, kakšne so dejansko pač zgodbe, ne zdi se mi, da je kjerkoli tako dobra, kakor je prva, kar je pa itak pač ponavadi je tak. Tale BookTok knjiga, jaz jo bom dala kar lepo na v redu, mislim, da si ne zasluži super ali pa neponovljivo, ker neponovljiva definitivno ni. Ma svoje pluse in svoje minuse. Zdaj všeč vam bo, če so vam všeč take stvari, če vam je všeč tak malo fucked up, that's cool. Ja, edini spoiler, ki vam dala, ja, seksata v cerkvi. Gremo naprej, naslednje 2 knjige, ki jih imam, sta tele 2, to sta There Are No Saints in There Is No Devil. Še eno stvar, ki jo moramo omeniti, definitivno, zakaj dobi tale knjiga minus točke, je to zaradi tega, ker nima nobenih številk, da bi vedel, kako so po vrsti. Sicer je tukaj na zadnji strani pač lahko vidiš obe 2 knjige in pa si predstavljaš, da predvidevaš, da tista, ki je na levi strani, je pač prva in potem je druga. Sta pa knjige o umetnikih, v bistvu glavna junakinja Mara je umetnica, ki želi uspeti in potem spozna tega Cola,
ki pa je zelo bogat in umetnik. Zmer je tip bogat, razno priest. Zmer je tip neki rich guy in he's gonna save the girl. Zaradi tega mogoče da med minus. Za tak mal escapism, pa zato, da mal padeš v en tak malo bolj površinski svet, je pa cool. Če smo gledali pri površinskosti, glede globje zgodbe, ki je v teh knjigah, se pravi nek abuse je sploh strani družine od obeh, spet je malo bolj površinsko, mislim, sploh z njegove strani, se mi zdi, da ni dosti razloženo. Iz njene strani je mal boljš, čeprav je še zmeraj tak neki more biti in dejmo abusive mother. Iskreno, meni se sam zdi, da sem že preveč takih knjig prebrala in pa se sam tak vidim vzorce in vidim, kako si je vse podobno med sabo in pol to kritiziram. Čeprav mogoče ne bi smela, mogoče če bereš samo to knjigo, ti je mogoče to ful dober. Sem videla eno pritožbo na TikToku, da je nekdo rekel, da mu je ena je rekla, da je full fucked up to, da ona njemu reče nekaj v smislu I feel like you're the father I never had in potem ga kliče daddy in potem je to tak, zakaj bi to je full fucked up. Ne, that's literally how daddy issues work, is how it is. Tega ne moreš judgati. In zaradi tega bom tudi rekla, da jaz razumem, da si folk želi, da je vsaka ljubezenska zgodba sam perfekt od točke A do točke B, ampak v resnici včasih je fajn prebrati nekaj takega, kar ni glih perfekt, kar ima neke abusive backstories. Tako sem že večkrat rekla za one knjige od Colleen Hoover, za Konča se z nama in za te stvari. Ja, greš v glavo enega lika, ki ni popoln in to je kind of the point. In meni je to v redu. Pač sej knjiga s tem ne govori, da je to prav in da moramo vsi tak razmišljati. Knjiga sam pripoveduje zgodbo, ni tok deep. That's it. Zelo se povezujeta, dejansko je, mislim, moraš prebrati tudi drugi del. Ta je malo manj spicy, se mi zdi, ta se bolj fokusira na to, kako se tega bad guya pol ulovi in kaj se naredi z njim. Ta je pa bolj spicy in je pač v bistvu pa sam začetek, zato mi je mogoče tudi ta bila malo boljša. Tudi ta konc, ne vem, je pač tak, it's full of action. Jaz ne maram akcije v knjigah, ker je tak, ne vem, nepotrebna, se mi zdi. Čeprav načeloma lahko isto rečemo za spicy scene, vemo, kaj je cilj. Knjige bom ocenila to bom dala na v redu, to bom dala pa na A se strinjam sama s sabo? Ja, se. Gremo naprej. Naslednjo sta dva filma, Kingsman Secret Service in pa Kingsman The Golden Circle, ki sem jaz, moram priznati, da prvega sem gledala že milijonkrat, drugega sem pa gledala včeraj prvič. Zakaj? Let me tell you something. Ok, prvi film je amazing, prvi film je tak wow. Drugi film je pa clusterfuck enih stvari, ki bi naj naredile film dober. Sej tudi prvi del ima cameos, pa pač, ampak drugi film je tak preveč ameriški in pač sej grejo v Ameriko in so Američani, ampak meni to enostavno ni všeč in zato sem včeraj prvič gledala ta film. Da o trojki sploh ne govorim, ne vem, trojke se tek sploh ne spomnim, bom gledala zdaj verjetno danes, ampak ja, noben ne more biti boljš kot prvi. Isto, kot sem rekla pri knjiga, pač prva je zmer najboljša. V glavnem, o čem sta ta dva filma, je zgodba o Eggsyju, ki je nek thug little guy iz Anglije, zelo bogi. Poskuša preživeti v nasilni družini in potem v bistvu zve, da je njegov fotor bil Kingsman in ga rekrutajo v agencijo Kingsman, ki je skrit MI6, basically. Pač je, angleščina, slovenščina, neodvisna agencija, ki se ukvarja z vohunstvom. Kaj? V angleščini bi lepo povedala ta stavek, v slovenščini pa ne najdem besed, ker sploh ne znam več slovensko govoriti. V glavnem in potem on postane Kingsman in vse te stvari, ki se jih je on naučil iz ulic, je, a ne, pač kao poudarek na tem, da včasih je boljš biti street smart, ko pa dejansko pač samo imeti neko izobrazbo, kar je meni ful všeč. Drug film pa potem pač nadaljuje neko zgodbo, ki ni toliko globoka in je enostavno, ok, kje je Eggsy zdaj in kaj se je zgodilo z Harryjem, zaradi tega, ker se s Harryjem nekaj zgodi v prvem delu, če niste gledali, vam ne bom spoilala, ampak je ena zelo cool scena. Je še ena stvar, ki me moti, drugače pri prvem filmu. Prvi film je res amazing do ene točke, ko pa gre sam še downhill in to je una scena v cerkvi. Ta scena v cerkvi, če ste gledali, je ena najboljših scen, sploh kar se akcije tiče, ker jaz akcije ne maram toliko velik. To je toliko dobro narejen, muska je perfect, setting je perfect, the fighting is perfect in to, da je vse v enem shotu bolj ko ne, je
Chef's kiss. Ampak pol po tisti sceni se mi pa zdi, da enostavno film malo obupa in je tak, zdaj pa ne vemo, kako naj tole zaključimo, dajmo na čim prej, nekaj se zgodi in potem je konc. Tako da, to meni všeč, je pa res, da potem drugi del je v bistvu samo nadaljevanje tega, ker nima te pač globine. Zdaj glede globine bi tudi pri prvem delu rekla, da vsakič, ko se zgodi nekaj malo bolj pomembnega in ono, fuck, this is serious, pol film reče, no, mi smo še zmer komedija, tako da you better not forget about that. Dobesedno umre in oni pol tam, ne vem, on pol seksa v rit, švedsko princesko. Ja, to konc prvega dela, jaz ne vem, jaz bi ga izrezala ven. Mene ne moti me Spice, obviously, ampak kadar pa nima smisla, je pa enostavno bogo. Cut it out. Pa še ena stvar, zakaj mi drugi del ni tako v redu, zaradi tega, ker Harry je bogi. In trenutno moj man of the month je Colin Firth. In v prvem delu je tako cool, v drugem delu je pa sam bogi. Ne vem, je to dober. Kam bom dala tale dva filma? Tegale bi dala, bi ga dala na neponovljivo. Zdaj, morate razumeti, da tele liste, ti seznami so moje osebno mnenje. To ni IMDb, to ni Rotten Tomatoes ali whatever, to je samo jaz sem gledala ta film milijonkrat in zaradi tega je neponovljivo, ker ga bom gledala še milijonkrat. To pa ne pomeni, da bo vsakemu dober. Za drugi del bom rekla pa, da je ni super. Jaz bi rekla, da je... A sem jaz napačen? Oh my god. Ups, napačnega sem primla. Prvi del je tukaj, ja, to je drugi del. Za drugi del ne vem, če bi rekla, da je super. Je Pedro Pascal noter, kar oh my god, sploh una scena, vete, kjer mislim. Ampak ne, meni je preveč površinski bil. Ja, to je tudi ena stvar. V prvem delu je ena scena, kjer v bistvu mama napade hčerko, mama od Eggsija napade sestrco od Eggsija. Meni se to zdi kind of zelo tak globoka stvar, mal bi lahko šli into detail about that, ampak film enostavno pač nekaj pozabi. Mislim, film se odloči, da fuck, to smo še pa zdaj predali, zdaj pa demo, we gotta be funny again. In ja, tudi to, jaz bi dala drugi del, Teja me je klicala vmes in nisem mogla tako končati svoje misli, v glavnem. Jaz, če bi naredila drugi del, bi pač naredila na ta način, da Harry se spomne tega, kaj je naredil, ker se mi vseeno zdi, da to, da je on pobil pol folka, ne pol folka, ves folk tam v oni cerkvi, da bi mogli malo raziskati to, kaj pač, ne vem, a je bilo to njemu v redu, a stragla s tem. Meni se zdi, da bi stragla s tem. Tak film je enostavno rekel, ok, we're gonna forget about this character. Ga bomo naredili mačkem bolj neumnega, kakor je bil v prvem delu. A veš, kaj mislim? Pač jaz imam rada vsaj malo več globine v mojih komedijah. V glavnem, zdaj moramo gledati še tretji del. Mi pa gremo naprej na The Mermaid, The Witch and the Sea, ki sem jo najdla randomly v Felixu, ker sem iskala neki pač, kar bi imelo veze s pirati, ker sem še zmeraj obsedena s pirati. In to je bila edina knjiga, ki sem jo najdla in sem bila globoko razočarana, ker je enostavno bila dost brez veze. Ne vem, malo hypa je na to knjigo bilo na TikToku, punce so rekle, da je super, a ja, spet tukaj imam to knjigo. Ja, celotna zgodba je o dveh puncah. Ja, it's a lesbian romance novel. In ena se pretvarja, da je fant, zato da preživi kot piratka, druga je pa from noble society. Svet je zmišljen, ni naš svet, kar je meni full random. Ne vem, zakaj bi bilo tak. Na začetku imamo tudi en zemljevidek vseh teh otokov. Vmes so tudi neke ljudje, ki niso ljudje in nikoli ni niti pojasnjeno, kaj so. Razumem, če hočeš imeti te supernatural elemente, jih mej noter, ampak če imaš samo eno knjigo, ki ni to globoka, stick to the things, ki jih poznamo, recimo kot so Morske deklice, ki je tudi tukaj noter, pa Čarovnice, ki so tudi tu noter, obviously. Vse ostalo pa pač please ne tega delati, ker jaz nimam možganske kapacitete, da to zdaj vzamem v... Ja. Tudi njuna ljubezenska zgodba se mi zdi to dost rushed, dobesedno one dve se neki učita skupaj in potem sta kar zaljubljene in je tak, ja, ne vem, no. Knjiga je obviously LGBTQ+, ker sta dve punce in čeprav lahko vibam s tem, da sta dve punce, folk jo ima tudi, da je pač za bi-gender ljudi, kar pa ni zaradi tega, ker
Listen. Ko so bili pirati, je bilo veliko žensk, je bilo med pirati. Ne zdaj super veliko, ampak so bile. In marsikera se je pretvarjala, da je fant. One si niso pretvarjale, da so moški zaradi tega, ker bi one to dejansko čutile in ker bi pač bile transgender ali pa bigender, whatever. One so bile moški zaradi tega, ker so mogle preživeti. In če se tvoj lik skozi celo knjigo sam sebe opisuje kot she, her, čeprav drugi pravijo he, him, ker tek deluje na zunaj, to je še zmeraj ženska. Ker če bi ona si želela biti moški, bi sama sebe klicala kot moški. In bi veliko bolj straglala s tem. Ta del meni res ni bil všeč. Konc sem jaz basically preletela, ker mi ni bil dober, ker je bilo tek, dej sam končaj, please, sam naj bo konc. Tudi na koncu obe dve se spremenita v morske deklice, ne spomnim se gliči zakaj, zaradi tega, ker umreta, ampak zaradi tega, ker sta toliko dobrega naredile za morje, se je morje odločilo, da jima bo pomagalo in jo spremenilo v morske deklice. Mislim, da je tak, se pa ne spomnim. Ni vredno ne gledati / brat tega, gremo raje naprej. Naslednjo je film Hope Springs, ki sem ga gledala včeraj, ker sem rekla, Colin Firth je trenutno moj man of the month in zdaj bom gledala njegove filme. Ja, a se spomnite unga TikToka, ka sem jaz spravila, da tipi dajo prstan uni ženski, ki jo hočijo, ostale ženske pa pač dragajo along, da tipi točno vejo, kaj delajo. To je film o tem. Najdla sem ga randomly, ker sem hotela gledati nek Colin Firth film, Pride and Prejudice ni bilo nikjer, tudi Bridget Jones sem pogledala že prevečkrat in sem najdla tega. Zdaj ne bom rekla, da je nek presežek. Ampak, če vas zanima, zakaj sem jaz rekla to, kar sem rekla v mojem TikToku, je to ta film. On je kreten, ona punca je kreten, tudi ona bivša punca je kreten, vsi so malo kreteni, z nobenim se zares ne strinjam. V glavnem, film je o enem tipu, ki zbeži v Ameriko, potem, ko mu je punca zaročenka poslala vabilo na njeno poroko. In on je heartbroken, on more to preboleti in kak se ded odloči to preboleti, je, da pofuka prvo, ko prije mim. In to je ta blondna. In potem pride ta bivša, pride v Ameriko mu povedati, stari moj, I was just, dajala sem ti hinte, da pač jaz se hočem poročiti s tabo, a bi prosim me o ženu. Ona kao je pol bad guy v filmu, jaz tega čist ne razumem, zakaj bi naj bila ona bad guy, pač ja, je naredila napako, ampak ni pa tako hudo. Mislim, vse premalo komunicirajo med sabo in pol na koncu njo, ker tam jo dajo pač tu bod zdaj ti in fuck off. Medtem, ko je on s to ta novo, pač mene ful fascinirajo te ljubezenske in včasih pač stvari ne izpadajo tako bi jaz hotla. Sploh v 90-ih, I feel like. Colin Firth je pa amazing, ampak bom se dala dajmo na tak easy film, ki ni tok easy, če zares pogledaš. Pa ene fore noter so, ki so brezvezne in ki nimajo smisla in je sam tak. Okay. Ena od teh being, da ko on spozna ta novo punco, se ona kar sleče pred njim, zaradi tega, ker ona je toliko srečna in se more sleči. In mu teži, da se more on tudi sleči. In pa imata celo debato o tem, a bo ta zdaj seksala ali ne. Ok, ne vem. Ja, gremo naprej. Melania. Ne gledati tega. Prišel je v kino, jaz ne razumem zakaj. To je Melanin vlog. To bi lahko bilo na YouTubeu, ne razumem zakaj je to v kino. Je propaganda za kako je Melani super, ker so ene stvari. Jaz sem po prvih 2 minutah vedela, da bo to shit show in da to bo najslabši film, ki sem ga gledala letos. Pa je šele januar. Ker je v bistvu res dobesedno samo vlog. Kako ona živi in se ukvarja z modo in s tem, da je žena od Donalda Trumpa. Medtem, ko cela Amerika nima za jest, oni imajo tam večerice. Zelo mi je bil všeč ta nenameren simbolizem, ker itak ni globok film. Ampak medtem, ko Američani imajo svoje 1001 težavo, pa nisem zdaj politična, pa kakorkoli, ampak pač ni glih perfekt situacija, ne. Medtem, ko drugi ljudje ne vejo, kako bojo preživeli, pa imigranti, pa ne vem kaj vse, se ona tam gleda ne v ogledalo, ampak v steno, ki je tok zlata in tok shiny, da jo uporabljajo kot ogledalo. Are you fucking serious? A res ne vidiš tega? Vmes se pogovarja z eno žensko, ki je Hamas, whatever, ugrabil njenega moža. 3 minute zatem bomo pa gledali, kako ona je samo, kako je njej lepo tam v bogatstvu in ne vem kaj vse. Are you
Melania me je razočarala s tem filmom, čeprav že prej nisem imela nekih ful dobrih mnen. Ne vem, zakaj smo to šli gledati. Slovenija ni omenjena v tem filmu. Njen fotor govori sicer slovensko. Trump je v filmu. Konc je bil zanimiv. To je pa vse. Zaradi tega grejo noter v Belo hišo in tako je malo bolj normal. Ne vem, tam gre ta v kuhno. In pol Trump drži neke 2 piksne v roki in tak, ja, vse smo normalni, ne? Ampak tak spet je ono. Cel film smo vam kazali, koliko smo mi bogati in koliko imamo vsega, ampak we are still people. Še ena scena je bila, ki me je ful zmotila. En predsednik je umrl in ona dva greta na pogreb in celoten pogreb ona govori o tem, kako je lani izgubila svojo mamo. Pač, če se mi kaj ne zdi spoštljivo, je pa to na pogrebu enega drugega razlagaš, kako je tebi eden umrl. Pač, I don't know. 90% teh ljudi, ki za njo delajo, so imigranti. A rabim še kaj reči, nočem iti v politične teme, again, ampak ja, gremo naprej raj. Naslednjo je igra Ghost of Yotei, ki je drugi del, recimo, od Ghost of Tsushima, ki pa je bila ena mojih najljubših igrc in Ghost of Yotei je definitivno presegel Ghost of Tsushima. Sicer ta ženska, ki je main character v tej igrci, je tako annoying čez celo igro. Jaz sem imela tako punk. Je na koncu ima nek približno redemption, malo bolj normalna rata, ampak čez igrco je pa res infuriating. Zgodba je o eni punci, ki se odloči, da bo maščevala svoje starše, ki ju je ubil en shogun, komu je že ime? V glavnem mora se maščevati in potem imaš hit list, koga vse moraš ubiti in skozi zgodbo pač ti ljudi ubijaš in pa priješ do konca, da ubiješ še njega. Konc je bil amazing, razen tega, da ne moreš določiti, a tvoj brat preživi ali ne. Na koncu ona gotovi, da tista družina, ki jo je imela takrat, jo more žalovati in da mu pač more iti naprej z življenjem, da more poiskati novo družino in potem pač ima neko normalno življenje naprej s to novo družino, da pač se približno odpove nasilju in da pač dejansko živijo neko normalno življenje, ker ona ni samuraj, tako je pač bil Jin Sakai v Ghost of Tsushima, ona samo dobesedno hoče ubiti te ljudi. Zato mi je bil konc dober. Celoten gameplay je tudi amazing. To, da so spremenili to, da ni več stansov, se pravi pač različnih, kak držiš ti meč in da so različna orožja, se mi je zdelo noro dober. Pri teh igrah mi je ful všeč, kako moraš dejansko razmišljati, da switchaš orožja, tako si mogel prejšnji stance. Všeč mi je tudi to, da različni meči, ki jih kolektaš čez celotno igrico, nimajo različnih nekih powerjev, ampak so dobesedno samo cosmetics. Jaz sem končala to igrico na 100%, ker pač vsako tako dobro igrico zmer končala na 100%, zato da pač vse poiščem in vse imam, pa jaz obožujem to, da je malo repetitive. Dejansko ena mojih najljubših stvari pa tej igri je bila to, da je repetitive. Zelo mi je všeč ta gameplay, to, ko slediš v bistvu vetru, ker nimaš dejansko pač kar neke črte, ki slediš na mapi, ampak da imaš dejansko veter. Basically mape nimaš na UI-ju in to mi je ful dobro, ker res ful noter padem, ne vem, nekaj poslušam in potem sam pač potujem po celotnem otoku, whatever, da poiščem različne stvari. Polno je enih takih malih detajlov, ki so unikatni, ki jih nisem videla še v nobeni drugi igrci, ki naredijo to igro res dobro. Itak ne morem iti mimo tega, da jo ne primerjam z Assassin's Creed Shadows, ker je pač podobna in Assassin's Creed Shadows se zmer primerja z Ghost of Tsushima. Jaz bi rekla, da mi je bila vsaj kar se zgodbe tiče, boljš kot Assassin's Creed Shadows. Čeprav jaz sem full fan repetitivenessa od Assassin's Creed, teda pri tem je ona boljša. Sta pa obe dve amazing. Tako da tole igrico dam direkt na neponovljivo in mi je full žal. Jaz sem kar depresivna, kadar končam neko tako huge igrico, ker pa ne vem več, kam bom delala. Kaj pa naj zdaj delam? Zdaj sem začela Assassin's Creed Syndicate igrati, zaradi tega, ker so jo končno popravili in dela na PlayStationu 5. Zdaj pa zadnja stvar, ki jo imam tukaj, je Heated Rivalry, ki mi jo je predlagala Simona. Spicy je o dveh fantih, ki igrata v različnih hokejskih ekipah. Mislim, da ne rabim dosti kaj razložiti, ker ste jo ziher videli na TikToku in ker načeloma zgodba niti ni toliko obsežna. Jaz sem basically s tem enim stavkom povedala vse. Pač ona dva se zaljubita in ker sta oba dva fanta, je to malo bolj komplicirano. In s tem straglata čez celih 5 epizod, straglata drug z drugim in s tem, kak pač svetu poveda, da sta ona dva skupaj. Konc
te serije mi je bil amazing. Tak, res prvošim vsakemu, ki je istospolno usmerjen, da ima tak pač pogovor s svojimi starši, pač da so lahko srečni in da je taka zgodba. Čeprav ni neki ful globoko, je pa tema, ki je načeloma pomembna. Zdaj, a bi lahko celotna stvar stala sama po sebi in bila tako popularna, če ne bi bilo toliko spicy scen? I don't know, ker pa bi bilo sam Brokeback Mountain. Spicy scene pa definitivno dodajo neki, ker so dobre, iskreno so dobro narejene. Jesus fucking Christ. Spicy scene so bile pa sick. Tako da jih bom dala na super. In s tem sem ocenila vse, kar sem gledala ta mesec. Zdaj, če imate kakšne predloge, mi lahko dal spodaj napišite ene par stvari, že pač berem in gledam in igram, tako da rabim pa vsaj 8 stvari, tako da dol spodaj napišite, pa če je kjerkoli Colin Firth noter, bom gledala, ker moram feedati svoj obsession. Hvala, da ste gledali, če vam je ta video všeč, mi dajte en like, dol spodaj se naročite na moj kanal in komentirajte vaš najljubši film od Colina Firtha, evo. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte, pa se vidimo v naslednjem videu, ki še ne vem, kdaj bo in ne vem, kaj bo. Ciao.